Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Dobro jutro vam želimo, 7 minut čez 8, dragi poslušalci in poslušalke. Skupaj se bomo prebujali danes v oddaji Na stežaj v radijski klepetalnici in v studiu nisem sama, pač pa imam 3 naše goste iz Ščipk Mojca, če rečem tako. Tule pred mano so Lucija Jemc, Karlo Jemc in pa Jernej Jemc. Vsem trem lepo pozdravljeni in dobro jutro. Zdravo. Tako, kot smo že govorili, svet Ščipk bo danes prevladal tule v naših valovih prostorih Radia Sora. In kako drugače bolje začeti kot z glasbo, ne? Ki bo povezana s Ščipkami. Je res, Jernej Jemc? Ja, točno tako. Pri nas se prepletajo klekli in glasba že 40 let. In vse to skupaj, pa v družinsko zgodbo, upeljete tudi svoje otroke, ne? Tako Lucija kot Karlo sta Tako danes, kot sem jaz, ko sem bil majhen kleklal, potem, ko so mi dali harmoniko, sem sicer malo postupunkel, tako so tudi pol moji otroci in seveda žena, vsi tudi kleklajo, tako. Tudi vidva, Lucija in Karlo? Ja, oba, super, odlično, tako da se tradicija pelje naprej. Ja, se vidi, uhane. Ja, se smo ravno v napovedniku smo dejali, da je čipka vse bolj popularno tudi kot nakit, ne? Ja? Si jih nakleklala sama, Lucija? Z mami svojih. Skupaj. Za začetek pa torej, kot smo že napovedali, glasbena uvertura, glasbeni uvod. Tale, ki jo boste zaigrali, priredba glasbena je vaša, ampak besedilo je pa od gospe Julke Fortuna, ne? Tudi znane klekljarice tule iz Malenskega vrha. Tako, ki izhaja iz Malenskega vrha, iz Poljanske doline in seveda je zanimivo, dejansko lokalno, čeprav je kasneje živela na Vrhniki in ona je napisala dejansko več knjig iz srca do srca z kleklarsko tematiko, s kleklarskimi pesmimi. Seveda, take so bolj ponarodele ljudske in tudi glasbo smo mi naredili tako, da je melodična, po ljudsko. No, tale iz leta 1964, skoraj da 60 let kasneje, pa se bo slišala tako, kot jo boste sedaj le predstavili. Tako, z glasbo. Sorinih frekvencah. In petjem. Potem pa lahko rečemo kar, izvolite, beseda je vaša. Bila starejša je ženica, katra pridna čipkarica, je klekljat vino mrhitela, čeprav že slabe je oči imela, ker klekljat vedno je hitela, za kuho časa ni imela, zato se čudo ji zgodi, ko štruklje dela ti hiti. Čez jutra jaka mož, da danes kuhala mi štruklje boš. jih hitro katra naredi, še prej ko dobro se zdani, slabe imela je oči, petrolejka ne gori, zato pa katra ni upazila, da v štruklje klekelje zavila. Opoldne pride mož domov, že veseli se štrukeljčkov, brez lonca jih je potegnila, možu na krožnik položila, v roke da mu hitro nož, razreže naj ga samih mož. Glejte, kaj čudo se zgodi, iz štruklja klekelj se zvali. To se v resnici je zgodilo, tako pove ustno izročilo.
kaj pa jaka skatra naredi, o tem pa kronika moči. To se v resnici je zgodilo, tako pove ustno izročilo. Le kaj pa jaka skatra naredi, o tem pa kronika moči. Čestitke za tole glasbeno uprizoritev. Kaj ne rečem drugega, kot kako težko je bilo tole uglasbiti? Ja, ni bilo tako težko, ker to ni neka velika kompozicija. Dejstvo je, da, kot sem prej povedal, da smo uglasbili bolj po ljudsko, da gre hitro v uho in seveda, da je tudi z besedilom pač gre muzika. Ja, tako hudomušno besedilo, ne? Kot smo lahko slišali v izvedbi Lucije in Hudomušno, Karla. prav tako je gospa Julka Fortuna bila zelo zabavna. Jaz se spomnim, ko sem bil jaz majhen, ko sem z Mojco, se pravi mamo Mojco, mojo mami hodil okrog po stojnicah, na Bled, v Ljubljano, v Lipico. Je velikokrat bila tudi Julka Fortuna zraven in je pela, tako da se jaz še zelo dobro spomnim. Vedno je bila tudi narodni noši in tako naprej. No, v 60-ih letih je organizirala te kleklarske tečaje po številnih krajih in koncih. Se je tudi mama Mojca učila pri njej? To pa ne, pač v Škofji Loki imamo zelo znano Miro Kejžar, ki je bila in učiteljica kleklanja in risarka avtorskih kleklarskih vzorcev, zdaj na to nadaljuje njena hči Vida Kejžar, tako da dejansko je v bistvu se učila pri Miri Kejžar, ker je bila tudi z teh koncev, oziroma iz Sevške, oziroma kasneje v Škofji Loki. No, Jernej Jemc, mi da bova sedaj le rekla adijo Karlu in Luciji, ki imata seveda druge obveznosti in sta se tule pri nas oglasila ravno zaradi današnjega nastopa glasbenega. Mi bomo tole, ki smo jo tudi posneli, zavrteli vsekakor tudi še kdaj na naših Sorinih frekvencah. Sedaj le pa, Jernej, če se strinjate, si privoščiva malce glasbenega premora, ki bo danes obarvan tudi v vašem stilu, ne? Kot sva že omenila, se prepletajo klekeljni in vaša glasba. Tako da, če se strinjate, bova vozime vlaku daljave po nekaj nasvetih. Misli mi berete. Tako, odlično. Ja, vozite se z nami danes tekom današnjega druženja tudi vi v radijski klepetalnici. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Dragi poslušalci in poslušalke na valovih Radia Sora, se torej nahajamo na današnje jutro, na prvomajsko. In v prvem delu smo torej že slišali eno izmed glasbenih uprizoritev Julke Fortuna, ki je leta 1984 postala tudi čipkarska mojstrica domače obrti. Tule v našem studiu pa imamo na današnje jutro še enega mojstra, ki prenaša svoje znanje tudi na mlajše rodove, Jerneja Jemca.
Mojca iz Čipk Mojca. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Dobro jutro. 40 let ste torej praznovali 1. maja leta 1985, 40 let od tega, ko je vaša mama začela s to obrtjo in ko so se začeli tudi 19. slovenski kleklarski dnevi v Žireh. Je res? Tako, no, kleklarski dnevi v Žireh so se malce kasneje, ker so 19. Skratka, je pa točno tako, 1985 je moja mami, Mojca Jemc, odprla obrt, se samo zaposlila, kar je zanimiv, in se preživljala z dvema artikloma. To pomeni, začela je prodajati spominke, kot kleklane spominke, ki jih je sama skleklala. Tista glavna storitev je bila pa šivanje ženskih nogavic, po domače najlonk. Imela je kiosk, rdeč kiosk tukaj v Šolski ulici, tako da mogoče se še kdo spomne tega kraja. No, sedaj ste tudi tule v Škofji Loki nekako prepoznani kot družinsko podjetje, ne? Predala je to znanje tudi naprej na vas in ste eden izmed redkih klekljarjev tule na Škofjeloškem. Tudi na Žirovskem, ne, ste imeli prav posebno razstavo Klekljaj, fantič klekljaj, kjer so se zbrali klekljarji iz celotne Slovenije. Tako. Kako je izgledala ta razstava? Res je, tudi jaz sem klekljal kot otrok, seveda kasneje sem rajš prijel za harmoniko, ampak posredno, ker sem začel izdelovati punkle in vse pripomočke za klekljanje, sem zelo ukomponiran v čipkarske sfere. Kar se pa tiče Žirovske, se pravi 19. slovenske kleklarske dneve v Žireh, pa lahko povem, da so bili zelo uspešni. Jaz sem vsako leto tam. Tokrat sem bil tudi kot gost za razstavo Čipke Mojca. Potem smo tudi, kot ste prej slišali, zaigrali kleklarske pesmi na otvoritvi. Poudarili ste, da je bila ena posebnost, to je res, Jože Stanonik je dal idejo, idejo je mu že več let, ampak sedaj so jo realizirali, da so povabili vse kleklarje iz Slovenije, lahko tudi iz tujine. Skratka, neverjetno, da se jih je izbralo čez 140. Še sam Jože je rekel od začetka, se jih je, prijavili 10-20, je že mislil, da ne bo uspešno, no, in je bilo zelo uspešno. Verjamem, da tudi zaradi tega je bilo dodatno še več obiska kot sicer. Ravno Jože je dejal, da zelo rad oziroma lažje kleklja široki ris. Je tudi vam ljubši? Meni je bil bolj ozki ris. Seveda potem dolga leta nisem klekljal, tako da ozki ris. Če pa vprašam še vašo hčerko Lucijo. Lucija, kako hitro ste torej prijeli za klekeljne? Kot mlada punčka ste že hodili torej v klekljarsko šolo, morda kakšen klekljarski krožek, ali je bilo sprva srečanje s klekeljni in čipko doma? No, seveda, na začetku me je mami naučila, pa sem pa sodelovala v raznih krožkih, ki so tudi potekali v naši trgovini, pa tudi pol že pomagala mami pri njih. Ampak ja, sem že od majhnega, kaj me je mami naučila. Plus mama Mojca, a ne? Vsekakor znanje se prenaša. Kadar je bila prilika, ja. Če pa še omenimo, da ste tole žirovsko zadevo nekako razpotegnili čez cel teden, no, ne vi, ampak pač 19. kleklarski dnevi so pač po naravi taki, da trajajo dlje kot drugi festivali, ne? Tudi to je posebnost. A je bilo kar naporno takole? Naporno, ampak veselo. Skratka, društvo, kleklarsko društvo Cvetke, a ne, iz Žirov so res zelo aktivni. Ne samo od ideje, ki imajo zelo zanimive ideje, potem je pa treba to vse sklekljati, to je veliko ur sedenja, zid sledera, po domački se reče, potem pa realizacija samih razstav, potem dežurstva in to vse z dobro voljo, a ne, je treba vedeti. To ni profesionalno in koliko ur te ženske in tudi moški dajo za to, da je potem enkrat na leto ta festival. Tako da res rečejo kapo dol. In jaz sem bil tudi vesel, da sem bil tega dogodka. Zakaj v Žireh smo pa prej povedali, ker je pač ravno ta festival oziroma ti kleklarski dnevi ravno na našo obletnico in smo tam obeležili potem 40-letnico. Kot da bi načrtovali, ne? Kot da bi načrtovali, ja. Ja. No, v nadaljevanju bomo na naših Sorinih frekvencah povedali tudi o največjem punklu, ki ste ga izdelali prav v Čipkah Mojca in predstavili na 19. slovenskih kleklarskih dnevih, tako da bomo, saj veste, vas še o čem izobrazili, če slučajno še ne veste tistih pravih mir tega največjega punkla na svetu. Katero pa bi najcemc sedaj le v nadaljevanju za glasbeno spremljavo priporočili našim poslušalkam in poslušalcem? Pa ne bo ena planinska, ko v jutrem nizari,
jutranjem soncu. Ne? Soncu, ja. Tako, Ja. pa se prebujajmo skupaj. Danes ga sicer ne bo, ampak naj bo vsaj na naših Sorinih frekvencah, kaj ne? Tako da ostanite v dobri družbi. Na stežaj Radijska klepetalnica. na Radiu Sora. Ko v jutranjem soncu planine čari, višave sinje želi mi srci. Tam gor na planinci pozabim skrbi, tam gor srci mi v topli sreči zažari. Pojdi z menoj na višave, pojdi z menoj na gori, pojdi z menoj na gori, diklič moj, da uživaš lepote z menoj. Tam gor rododendron, rdeči cvete, enaka liška ima moje dekle. In očke so njene kot plavincija, njih srečo svojo gledam rad prav vsaki dan. Pojdi z menoj na višave, pojdi z menoj na gori, pojdi z menoj na gori, diklič moj, da uživaš lepote z menoj. Pojdi z menoj na gori, diklič moj, da uživaš lepote z menoj. Na stežaj Radijska klepetalnica. na Radiu Sora. Prebujamo se na ponedeljek 5. maja z valovi Radia Sora in skupaj z Jernejem Jemcem iz Čipk Mojca. Kot sva že omenila, obeležili ste 40-letnico tudi na 19 slovenskih klekljarskih dnevih z največjim punklom na svetu, ki je postal tudi dogodek tedna na valovih Radia Sora. In kot ste prve mere nekako ocenili, takrat še pred odprtjem 240 centimetrov naj bi bil dolg. To je dolžina, ja. Ja, za vse tiste, ki pa se nismo udeležili tega dneva, ko ste razglasili glavne mere, a nam jih še enkrat zaupate v eter. Tako. Najprej mogoče povem, da dejansko smo ga naredili 2015 z namenom, da nekaj posebnega predstavimo na svetovnem klekljarskem festivalu, ki je bil takrat pol 2016 v Ljubljani, res velik, iz celega sveta so prišli klekljarce in podobni, in smo naredili nekaj posebnega. No, in od takrat naprej se je gor klekljala čipka in zdaj so pa podatki naslednji. Dolžina punkla je 2,40 metra, se pravi 240, obseg je dober meter, 102 cm natančno, težak je 60 kg. Mogoče je zanimiv, polnen in narejen je pod tradicionalno, to pomeni suho žagovino. Mogoče je zanimiv, zato ker je tako dolg, smo mogli dati aluminijasto cev, zato da pri prenašanju, da se ne prelomi. Potem je vzorec narisala Vida Kežar, ki sem jo omenil prej, risarka klekljarskih vzorcev iz Škofje Loke. Potem smo pa rabili sem še sukanec, bucke in zelo veliko
pridnih rok in seveda, to je tudi zelo zanimivo, v teh 10 letih je klekljalo na temu punklu 490 kleklaric. Naredili so malo manj kot 500 ur kleklarskih ur in dejansko zaključil se je pa ta čipka in tudi ta projekt dejansko z temu mesecem, oziroma dobesedno smo ciljali, da do naše obletnice 40. zaključimo. Skratka, 10 let. Mogoče še za ena zanimivost. Kdor je hotel, prišel klekljati na punkelj Zamorec. Mogoče tudi za Radio Sora se sliši verjetno širše kot Škofja Loka, mogoče je zanimiv, zakaj Zamorec, ker dejansko v Škofji Loki v grbu imamo Zamorca, a ne, to, in ker smo v Škofji Loki, smo mu tako dali ime. Mogoče še par zanimivosti. Najstarejši kleklar, ker je zdaj popularen, da moški klekljajo, je bil gospod Janko Kokal iz Trebije. Namreč on je mene tudi naučil izdelovati punkle, je bil 92 let star takrat, kaj je kleklo. Potem je bila pa vseeno najstarejša kleklarica 96, potem pa najmlajši so bili pa 6-7. Tako da je res ta čipka en mozaik res različnih kleklarjev in starosti in tako naprej. Ko smo že ravno pri zanimivostih, katera klekljarica pa je namenila klekljanju največ ur oziroma največ dela na tem punktu? Tako, ravno zato, ker je toliko ljudi in klekljaric sodelovali, smo naredili eno posebno spominsko knjigo, kjer se je vsak lahko zapisal, napisal tudi kakšno mnenje, koliko časa je klekljal, kdaj je klekljal. Tudi vprašanje v tej spominski knjigi je bil, kje ste se naučili klekljati, kar je bilo zelo zanimivo. Bolj so starejše bile klekljarice, večinoma so se učile preko tradicije, preko mame, stare mame, kasneje je pa Žuli Klekljac pisal čipkarska šola, potem razni tečaji, se pravi izobraževanje skozi več kleklarskega. No in seveda 490 in se v tej priliki lahko še posebej zahvalim vsem tem pridnim kleklarcem, da smo skupaj pripeljali ta projekt do konca. Od kje so bili? Iz cele Slovenije, ker ta punkelj smo namreč vozili na vse festivale, v Ljubljano, v Idrijo, v Železnike, Žirin in še kam drugam, in posod so potem lahko klekljali in zmagovalka je pa seveda gospa klekljarica Milka Ravas iz Škofje Loke. Seveda ona je blizu doma, kar zaljubila se je v naš punkelj in ona je dosegla 100 ur, tako da je res veliko bila pri nas, malo se pohecam, da velikrat so kar cel šiht, obratovalni čas čipke Mojca so kar skupaj bila tam. Še ena posebnost tega punklja Zamorec je tudi to, da ima tako aluminijasto cev po sredini, ravno zaradi tega, da se pri prenašanju ne zlomi. Tako, če bi tak punkelj prenašali, ker punkelj skupaj drži blago, in punkelj bi se prelomil, poškodoval bi se, če bi ga tako prenašali okrog. Tudi formo bi izgubil, tako da ta cev je zelo pomembna. Tudi dosti zahtevno je bilo po sredini, če zdaj omenjam tehnično, da je z obeh strani ta cev prišla na sredini punkla. Mogoče samo še to, ker dejansko punkelj nisem čisto sam naredil, ker to je zdaj že 10 let. Takrat me je pomagal, je bil še pri meni Max Kušenina, ki je tudi muskontar, tudi harmoniko igra in z njemu so ga fizično pač zbijala, če tako lahko rečem. Pa Andreja Jemc, moja žena, ki je v bistvu zašila notranje oblačilce, ker mora biti zelo gost in močan blago. Potem kasneje se pa pol čez da še lep blago, pa potem se pripne enega vzorec. Ko smo že ravno govorila o tej spominski knjigi, prav lepa zlata čipka v obliki srčka je na glavni strani, kdo pa je njen avtor? Ja, dejansko je to, ta srček je po starem vzorcu, tako da avtor je ni tako, kot ljudska pesem, v tem smislu. In to je pravzaprav ta srček je v bistvu tudi v našem logotipu, se pravi, da je en motiv, tradicionalni motiv, srček širok morisam in ribicami. Tako. In pozna se, da to delate z ljubeznijo in tudi zelo radi. Katera čipka pa je nastala kot prva in največji na tem največjem punklju na svetu? Kakšen vzorec je na njej? Tako, prej sem že malo omenjal, skratka narisala je vzorec Vida Kejžar, vrhunska risarka vzorcu iz Škofje Loke in narisala je tako, da so noter, bi rekel, starejše tehnike klekljanja, ker je bolj pasalo to na ta punkelj. In trikrat se vzorci ponovijo, tako, ker je še vse na tem punklju so lahko 3 klekljarice naenkrat klekljale. Včasih tudi 4, odvisno kje so prišli klekli. Tako da seveda ta
čipka je trenutno še na ogledu, še v Žireh. Dejansko lahko povem, da ne glede na to, da so se končali ti dnevi, klekljarski dnevi v Žireh, bo vsa, ne samo naša razstava, tudi njihove razstave bojo še do avgusta. Seveda se je treba prej najaviti, da odprejo. Ne? Tako da sporočijo vsi tisti, ki bi radi torej si Tako, to gledali. ja. Po Sloveniji boste zagotovo še šli to poletje, ne? Se boste predstavili na festivalih? Tako spomladi ponovadi veliko festivalov, najprej bo v Velikem Dolu na Primorskem, na Krasu, potem seveda Idrijski festival, ta je največji po svoje in kasneje tudi v Železnikih, čipkarski dnevi, poleti, julija, avgusta se pa malo umiri Da zadihate, s ne? klekljanjem, ja. Tako, ja, naporno in pestro je tole obeleževanje 40-letnice. Ja, to je kot šport. Tako in prav je tako, da se torej zahvalite tudi vsem prijateljem, ki so vam pomagali torej v teh dneh klekljati. Ja, za konec lahko rečeva še, da se s prijateljsko glasbo pokloniva, ne, vsem tem prijateljem, ki so sodelovali na Punklu. Se strinjava? Tako, prijateljske za prijatelje. Tako, in naj odmeva torej na naših Sorinih frekvencah. Tale je še tista štrija, ne, Ja, ko ste tako. igrali. Skoraj 18 let smo bili ansambl Štrijo Jemc, trio, potem Štrijo, ko smo bili 4 in smo veliko muzicirali v teh krajih. No, obujemo spomine tudi na te čase. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Ta dan, saj nisem sam, tu so prijatelji moji, radi jih imam in se jim dam, posvetijo soncem na temen dan. Nisem šibak, sem veseljak, pijem na svoje sanje, čim v življenje je vedno živiti, če ne le za dobre ljudi, zato prijatelji, nazdravimo vsi. Zdravica naj velja do dna za vsakega prijatelja. Življenju je lepo, ko vsi se družimo, zato naj zdaj napil krepak zapoje vsak. Se čakam pa ne, tale trenutek ujamem, kar lepo je, hočeš ali ne, v srcu ohrani zavedno se. Svet se vrti, pojem zdaj si, tisto ta staro našo, kot že takrat nam še vedno nocoj tiste nore občutke budi. Zato prijatelji, nazdravimo vsi. Zdravica naj velja do dna za vsakega prijatelja. Življenju je lepo, ko vsi se družimo, zato naj zdaj napil krepak zapoje vsak. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Vse najboljše na današnje majsko ponedeljkovo jutro kličemo Čipka Mojca, ki obeležujejo 40 let svojega dela, in Jernej Jemc je z nami v studiu. Jernej, dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Čipke Mojca so nekako popularizirale čipko nazaj in ji dale nekako svoje mesto tule na Škofjeloškem. Na kakšen način, s katerimi predmeti najbolj? Kot smo že omenili, ne, uhani vaše hčerke Lucije danes, taki lepi vijolični, načipkani. Katere stvari so še bolj popularne? Vem, sama imam doma 2 taka lepa okraska, ne, božična, za nas vrekico s čipkami. Kateri okraski in še stvari se pojavljajo v vaši trgovini? Z gotovostjo lahko rečem, da to, kad se zdaj klekla po celi Sloveniji, poudarek, ne samo v teh krajih, ki je tipično, se še ni
če rečem zadnjih 50 let, da ne bom preveč nazaj, dejansko dobivam klice telefonske ali pa naročila iz cele Slovenije, vse kotičke Slovenije, tudi Prekmurje, Bela krajina, Koroška, noro. Seveda, zakaj je bolj popularna? Verjetno smo vsi del tega mozaika, ne? Lahko rečem, da je več, da začnem učiteljic klekljanja, ki lahko naredijo tudi strokovni certifikat v idrijski šoli v Idriji. Potem vse več je risarjev. Bi bilo še lepše, če bi bilo več, ker pač je toliko želja in idej, da je nemogoče toliko vzorcev narisati, ker tudi to je zahteva veliko znanje, ne samo klekljarsko znanje, potem risarsko znanje, tudi oblikovalsko znanje in tako naprej. Tako da v bistvu in seveda, če pol nas omenam, in seveda tudi različni materiali. Včasih se je klekljalo predvsem z lanom, kasneje z bombažom. Potem, če samo te dva omenam, so bili včasih čipke večinoma bele, umazan bele, kot rečemo, smetanaste barve in drap. In bolj so se klekljali neki prtički. In seveda zaradi vzorcev, zaradi različnih materialov, različnih barv, to moram povedati, da to po celi Evropi, ker klekljajo povsod, je pač popularno postalo, da so barvaste čipke in seveda tudi metalizirani sukanci, kar pomeni, da se čipka svet, kar pride zelo dobrodošlo za nakit oziroma novoletne obeske, kot ste rekli, to je super, da se malo svet, določene stvari je prav, da se svetijo, ne? Tako da v bistvu je uporabnost čipke s tem postala večja, več možnosti postalo, kako predstaviti čipko. Je pa nekit zelo delikaten, ne? Ni za vsak dan. Ni za vsak dan, čeprav, če so manjši klekeljčki, a ne? No, treba ga je znati nositi. Tako, ja. Poleg tega, da izdelujete čipke, pa izdelujete tudi pripomočke za klekljanje, ne? Tudi to ste predstavili v Žireh, na slovenskih klekljarskih dnevih. Kateri lesovi so najboljši za punkelj ali pa za klekljanje? Tako, ja. Zanimivo je bilo, nikoli si nisem mislil, da bom izdeloval punkle, kleklje, kaj podobnega, ampak dejansko takrat, ko sem jaz dejansko 23 let nazaj prevzel po mami to obrt, je bilo zelo malo mojstrov na trgu, ne? In jaz sem jih iskal, da bi jim naročil, ne? Punkle ali klekle ali karkoli v zvezi s klekljanjem, in jih ni bilo, oziroma zelo malo. In potem sem imel srečo, da me je en mojster slučajno iz rodnega kraja moje mami iz Trebije naučil punkle izdelovati. Potem klekle, dejansko jaz nisem ne lesar, ne, skratka sem se vse priučil, ne, in potem sem se klekle naučil. Seveda mi pomagajo tudi drugi, ker seveda trgovino ne morem vse sam, pač imam ledvi roki, ja. Tako da v bistvu je pa res, da me zelo zanimajo lesovi in zato sem tudi pred leti dobil idejo, da bi naredil zbirko, se pravi, to ni za prodajo, lesov. To pomeni, da smo en par klekla izdelali z določenega drevesa in ta zbirka je sedaj že čez 150 različnih lesov. Se pravi, zraven tega para, je tudi opisan drevo, tako da je to dejansko izobraževalne narave, tudi v Žireh, lahko rečem, je bilo veliko zanimanja tudi za to zbirko, ki se bo nadaljevala in bo skozi bolj bogata. Tudi za tiste, ki niso tako navdušeni nad samim klekljanjem oziroma čipko, so se pri klekljanjih kar ustavili in jih pogledali, ne? Točno tako. Tudi te klekle snemo že naprimer na razstavi na kakšni lesni šoli, na biotehnični, kakorkoli. Če jih ne zanima direkt čipka, pa marsikoga, sploh moške je zelo zanimalo, ker dejansko toliko lesov ali pa toliko dreves ljudje ne znajo našteti. Ne. Je pa zanimivo, da v Sloveniji skupaj z parkovnimi drevesi in tudi grmovji, se pravi, govorimo od vseh lesnatih rastlin, dendrologija se imenuje ta veda, se pravi, z vsake stvari smo probali, ki ima les, vsaka rastlina, ki ima les, naprimer, vsi poznamo češmin ali pa drenova palca, ima dovolj lesa, da lahko narediš, ne vem, sploh en par kleklov, ki je za zbirko. Tako da je to res zanimivo. Ki morajo biti zelo taki prijetni na otip, ne, glede na to, koliko ur preživijo in preživite za klekli. Tako, mogoče kot zanimivo povem, kaj je pa tradicionalno, kjer lesovi so se uporabljali. V tem okolju, Poljanska, Sevška dolina, Škofja Loka, so večino uporabljali, se pravi, sadna drevesa, ker se tudi lepo stružijo. Mora se
enostavno stružiti, ne sme se trgati in tako naprej. In to so sliva, potem hruška, češnja, potem so bili pa lesovi tudi jasno iz bukve in potem iz javorja. Seveda, to so bili največ so bili te lesovi. Ko ste omenili, da ste težko našli te izdelovalce punklov in kleklov, pa ste predstavljali to tudi potem na šolskem centru ali pa na drugih lesnih šolah. A je to predajanje znanja sedaj že v dovoljšni meri? Se zanimajo mladi za izdelavo recimo omenjenih pripomočkov? V Sloveniji nasplošno se mi zdi, da je veliko lesarjev, in to je lesna država, če bi rekel, zato jih tudi toliko bolj zanima. Spomnim se, ko me sodelavc, prijatelj Max, ki je lesno šolo delal, je rekel, na lesni šoli se učijo do 25 lesov. Seveda učijo se od industrijsko zanimivih lesov, da velike stvari lahko narediš. To so pa drobnarije in noben ne šel narediti, ne vem, iz drenove korenine klekle, to smo pa mi počeli. Tako, da malce popestrite, vsak dan. Tako. Če pa za konec oziroma tega dela poveva še naslednjo, Dževad Bečić bo prepeval skupaj z vami. Na memorialu se ga boste spomnili. Skozi ves ta čas sem igral z različnimi glasbeniki in zelo veliko tudi z Dževadom iz Kranja. Žal nas je zapustil in tale pesem sva posnela skupaj v studiu, tudi v Škofji Loki pri Primožu Grašiču. In v spomin nanj, pa hkrati še vabim vse, bomo imeli 16. maja v Kranju v klubaru in memorial, pač spomin nanga, in bo čez 10 nastopajočih, tako da že vse vabim. Sem prepričan, da veliko ljudi tudi Dževada pozna, ker sva bila veliko v tem okolju, sva veliko igrala. Naj torej glasba vabi, vi, dragi poslušalci in poslušalke, pa ste povabljeni še v zadnji del današnjega pogovora. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Ljubav, to je najlepše na svijetu. Uvijek traži svoju pravu metu. Javna ili tajna, skrivena ili ne, najčešće nam znade biti slatka kad se krade. Ljubav, to je najljepše na svijetu. Uvijek traži svoju pravu metu. Javna ili tajna, skrivena ili ne, najčešće nam znade biti slatka kad se krade. Ljubav ne pita kad će k nama doć, hoće li ostat ili samo proć. Ljubav ne pita jer već znači zna da spoji srca dva. Ljubav ne pita kad će k nama doć, hoće li ostat ili samo proć. Ljubav ne pita jer već znači zna da spoji srca dva. Ljubav, to je najljepše na svijetu. Uvijek traži svoju pravu metu. Javna ili tajna, skrivena ili ne, najčešće nam znade biti slatka kad se krade. Ljubav ne pita kad će k nama doć, hoće li ostat ili samo proć. Ljubav ne pita jer već znači zna da spoji srca dva. Ljubav ne pita kad će k nama doć, hoće li ostat ili samo proć. Ljubav ne pita jer već znači zna da spoji srca dva. Ljubav ne pita kad
nama doć? Hoće li ostat ili samo proć? Ljubav ne pita jer već način zna da spoji srca dva, da spoji srca dva, da spoji srca dva. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. 8 minut nas loči še do konca današnjega pogovora in mi, dragi poslušalci in poslušalke, danes prepletamo glasbo Jerneja Jemca in njegove družine ter številnih drugih glasbenih kolegov s čipkami Mojca. Lepo pozdravljeni, Jernej, še v zadnjem delu. Ja, pozdravljen. Kot smo že dejali, klekljarji ste eni bolj cenjenih v klekljarski družbi, ne? Vas kar malo povzdignejo včasih gospe klekljarice, ko pridete v njihovo družbo, ali ste včasih kregani in še toliko bolj pod nadzorom ostrih očes? Ja, dejansko mogoče bolj zato, ker je bilo tipično, da so bolj klekljali lepunce in ženske, čeprav sem slišal tudi nekoč, ko so po hribih veliko klekljali, so bile zime dolgočasne, da je veliko možakarjev paril za klekle, mogoče niso povedali sosedu, ampak da so se čas zapolnili, tako da seveda je pa to zdaj hobi, nekoč so to za odkup delali, zdaj pa predvsem za poudariti, da je to hobi, klekla se za hobi, ni to nek poklic. Ja, no, ravno Jože Stanovnik, ki ste ga že omenili, je dejal, da številni tudi znanstveniki, akademiki si na ta način nekako morda hladijo živce. Številni klekljari pa zelo radi tudi poprimejo za kuhalnico in skuhajo kaj. Tudi vi, Jernej, ali ste bolj glasbenik? Ja, zelo rad kuham, seveda, sploh če javno povem. Takrat je raje, Tako. Če pa za konec narediva nekakšen tak pregled čipke Mojca izpred 40 let in danes. Kako so se razvijale od tistega rdečega kioska, ki ste se ga tudi že dotaknili? Če nakratko, pač od 1985, prav že tisto leto so starši postavili ta rdeči kiosk, v Šolski ulici v Škofji Loki. Potem kmalu zatem, par let, se je postavila brunarica na istem mestu, potem pa mislim, da je bilo 1999 se je pa selilo v mestno jedro, v Bohpinterovo hišo, to je v Blažji ulici nasproti cerkve. Pri Buchpinteri se je rekli nekoč zato, ker je bila knjigoveznica, v nemščini se pa reče Buchbinterei, to povem kot eno zanimivost. No in tam mi zdaj smo oživili to staro hišo s to lepo tradicijo. Dejstvo pa je, da kako smo se razvijali, ste vprašali, mi smo dejansko tekstilci, pogledano poklicno, in smo razvijali res različne in debeline, in barve, in materijale sukancev, tako kot sem malo prej omenil. In prav zaradi tega so nas vzljubile marsikšne, ne samo klekljarice, tudi čipkarske šole, in tudi ne samo v Sloveniji, čipkarske šole so v vseh državah EU-ja. Prav tako poudarim, klekljajo tudi v vseh državah, pač imajo različne drugačne vzorce, kakšne določene drugačne tehnike, nekatere so zelo iste ali podobne kot naše, potem imajo lahko različne oblike kleklju in tako naprej, ampak še vsem je to zvrst klekljanja, se pravi čipkarstvo. Tako, če rečem po domače, obstaja ročno vezenje in obstaja strojno vezenje. Prav tako obstaja v tekstilu ročno klekljanje in seveda tudi strojno klekljanje oziroma izdelovanje čipk. Tako da vse te branže ali pa pletenje in strojno pletenje, vsaka stvar obstaja ročno, pa vsaka obstaja tudi strojno. In za ročno ste nekako vi specializirani tule, da ste stičišče med vsemi tremi glavnimi punkti, kot so že dejala, Idrijo, Železniki, Žiri in Škofja Loka. Tako, ker dejansko vsi ti materijali so res specialni, To pomeni, da te sukance se ne morejo uporabljati v drugi, recimo v naševalnem stroju, ker so točno določene debeline, da je čipka lepo izdelana, tako da so dost profesionalni izdelki to. No, čipke Mojca bodo svojo 40-letnico obeležile tudi v tem poletju, tudi prejeli boste nagrado, Obrtno-podjetniške zbornice tule v Škofji Loki za svoj jubilej. Ja, kar še ni konc praznovanja, ker sem član obrtne zbornice Škofje Loka, in oni vsako leto obeležujejo svoje jubilante, okrogle ponovadi, in tako da tam bomo tudi
obeležili 40-letnico Čipke Mojca, hkrati bomo pa tudi zaigrali, ker ne gre drugače, ker smo tudi Moskontarji. Lahko povem, no, da bo to v Sokolskem domu kmalu 5. junija. No, tukaj nas bo pa malo več, lahko povem, to je Anton Habjan Band, se pravi največ igram z Tonetom, ne, to je operni pevc, prijatelj, skratka igrava že več kot 30 let skupaj. No, in on ima v sestavi še Jaka Strajnarja, tudi ga verjetno večina pozna, ker je v Škofji Loki učil tolkala. Potem Luka Vehra, kitarist, Simon Tavčar, basist in moja malenkost, in bomo tam malo popestrili, dobesedno bomo koncert naredili. Ja. Da bo pika na i. Čez 14 dni približno pa že nadaljujete svoj pohod, ne, po festivalih. Tako, v bistvu spomladi je kar veliko kleklarskih dogodkov, festivalov in tako naprej, in naslednji je že v Velikem Dolu na Krasu, na Primorskem. Mogoče ni tako znan, ampak dejansko zdaj veliko, tako kot sem prej omenil, novih kleklarskih društev, ki so zelo aktivni in oni pač organizirajo kleklarski dogodek, tak mini festival, in tam bomo maja. Potem pa kmalu zatem je pa že seveda Idrijski festival, to je v bistvu špica leta v kleklariji, in to je pa v juniju, se pravi vikend 14. pa 15. junij. Tam je pač seveda še veliko drugih dogodkov, ne samo kleklarskih razstav, tudi veliko glasbenih dogodkov, tako da je, če kdo gre tja na izlet, mu ne bo dolg čas. Tako. Za konec našega pogovora lahko rečem tudi glede na videno od vaših otrok, da se za prihodnost Čipk Mojca ni bati in da bi bila tudi mama Mojca zelo ponosna. Ni se zabati, vsekakor ravno te zbirke so ena super ideja, ker trgovino samo zapreš, če jo zapreš, ne. Zbirke pa ostanejo, ne. In se mi zdi, da imajo, tudi kot ta Zamord, seveda to bo razstavni eksponat in te zbirke kleklov in te čipke, stari vzorci, to bo ostalo, tako kot nek mini muzej Škofje Loke. No in v ta muzej povabiva tudi vse naše poslušalke in poslušalce. Vam pa še enkrat vse najboljše tudi z valov Radia Sora in še na veliko narejenih čipk in prepletenih niti prek klekljenja. Najlepša hvala za povabilo in še veliko let želim tudi Radiu Sora, ki ga velikokrat poslušam medtem, ko izdelujem punkle.